Prek 1300 novopečenih študentov je bilo prejšnji teden sprejetih na Univerzo na Primorskem. S tem je bil zaključen prvi prijavni rok za vpis na dodiplomske študijske programe v študijskem letu 2023-2024. Poleg kandidatov iz Slovenije so se na univerzo vpisali tudi kandidati iz drugih držav. Da smo mi razpisali za naslednje študijsko leto približno takole 1580 prostih mest. Zdaj po zaključku prvih prijavnih rokov pa smo sprejeli 1328 kandidatov, in sicer 915 državljanov Slovenije in Evropske unije in pa 413 državljanov, torej izven Evropske unije. Potrebno pa je povedati, da lahko pričakujemo, da bo ta številka še nekoliko večja, ker do 1. avgusta imajo kandidati še možnost za dopolnitve prve vloge. Tako da dejansko ni še to čisto dokončna številka. Univerza na Primorskem ponuja različne naravoslovne in družboslovne programe. Nekateri programi so ponavadi bolj priljubljeni kot drugi, vseeno pa na univerzi letos opažajo spremembe trendov. Zlasti se povečuje število vpisov na družboslovnih fakultetah. O fakultetah bi težko govorili, ker tukaj gre v bistvu bolj za, bomo rekli, programe, na katere za katere beležimo višji interes. Zdaj že kar takole tradicionalno so to programi aplikativna kineziologija, potem fizioterapija in prehransko svetovanje dietetika, to imamo na Fakulteti za vede o zdravju, potem predšolska vzgoja, razredni pouk, socialna pedagogika na Pedagoški fakulteti, biopsihologija na FAMNIT-u in pa torej na Fakulteti za menedžment. To so tudi programi, pri katerih se je že s prvo prijavo zapolnilo vse, torej imamo tudi omejitve. Kar je pa recimo zanimivo tukaj zapovedati in je razveseljivo, da v letošnjem letu beležimo tudi večje zanimanje za nekatere programe z področja humanistike, recimo medkulturno-jezikovno posredovanje, pa študijska programa kulturna dediščina in antropologija, ki smo jo razpisali tudi v angleščini, pa potem tudi menedžment turističnih podjetij v angleškem jeziku in pa tudi umetniški program, to je študijski program vizualne umetnosti in oblikovanja. Torej tukaj imamo povečan interes. Tiste, ki sem jih pa prej navedla, so pa v bistvu že zaprti, ker smo tudi omejili vpis. Drugo prijavno obdobje se bo začelo avgusta, ko se bodo kandidati lahko prijavili na programe s prostimi mesti. Načeloma, da bi prav bili prazni programi, tega nimamo. Pri nas so povsod, torej povsod je interes, tako da bomo tudi vse programe, ki smo jih razpisali, seveda tudi realizirali. To je težava, če bi bilo premajhno število prijavljenih, ampak torej izvajali se bodo vsi razpisani študijski programi. Na univerzi se veselijo naraščajočega zanimanja za programe, ki postajajo vse bolj prepoznavni v Sloveniji in širše. Lani je bilo približno 20% študentov iz tujine. Tudi letos opažajo podobne trende. Mestna občina Koper bo na območjih Poletiči, Beli Kamen in Gažon dogradila manjkajočo kanalizacijo. Ministrstvo za naravne vire in prostor je v ta namen zagotovilo 1 milijon evrov. Do konca leta 2024 naj bi tako vzpostavili dodatnih 290 komunalnih priključkov. Skupno bo zgrajenih več kot 3150 metrov fekalne kanalizacije ter eno črpališče. Poleg tega bodo uredili tudi več kot 1000 metrov meteorne kanalizacije. Mestna občina Koper bo javno naročilo za izvedbo projekta objavila pred koncem poletja. Dela pa se bodo začela še letos in se predvidoma zaključila do konca leta 2024. Cilj projekta je, da se v aglomeraciji Poletiči na omrežje priključi vse enote, v aglomeraciji Gažon pa se število priključkov poveča na 81,89%. Naložba v Poletičih bo poleg tega prispevala k ohranjanju vodovarstvenega območja, saj se nahaja na vodovarstvenem območju izvira reke Rižane. Mednarodna okoljevarstvena organizacija Greenpeace je objavila študijo, ki potrjuje, da je potovanje z vlakom v Evropi v povprečju 2-krat dražje od potovanja z letalom. Ljudje se najpogosteje odločijo za cenejšo možnost, vendar je težava v tem, da je letalska industrija med glavnimi krivci toplogrednih izpustov. Nizkocenovni letalski prevozniki opravljajo lete tudi na dolge relacije, s čimer so popularizirali letenje tudi med manj premožnimi. Ta podjetja ponujajo tudi prestopne lete, ki so cenovno ugodnejši kot direktni leti drugih podjetij, vendar povzročijo do 10-krat več emisij toplogrednih plinov.
Hitrost in pogostost vlakov je v Sloveniji zelo nizka. Študija je pokazala, da obstajata samo 2 para vlakov dnevno iz Ljubljane do Zagreba, 2 para do Nemčije, Budimpešte in Dunaja ter 1 direktna povezava do Trsta v Italiji. Ljubljansko letališče ne ponuja letov po ceni letalskih podjetij, vendar tudi ta niso prav daleč. Glede na to, da moramo z obale v večini primerov potovati do mesta odhoda, lahko upoštevamo tudi letališči v Trstu in Pulju, ki ponujata poceni povezave s številnimi evropskimi mesti. Medtem ko železniške povezave iz Ljubljane do oddaljenih italijanskih mest, kot sta Bari in Neapelj, ne obstajajo, letala iz Trsta stanejo okoli 20 evrov. Iz Trsta se lahko peljete tudi z vlakom, ki v najboljšem primeru stane malo manj kot 40 evrov, večina vozovnic pa okoli 80 evrov. Vlak iz Ljubljane do Dunaja s prestopom v Beljaku traja okoli 6 ur in stane 30 evrov. Letalska vozovnica iz Pulja pa stane le 15 evrov. Tudi v Belgijo lahko letimo ceneje, kot da bi se na pot odpravili z vlakom. Vlak do Bruslja sicer stane 70 evrov, medtem ko je cena letalske vozovnice iz Pulja okoli 50 evrov. Poceni leti v Nemčijo so na voljo samo iz Pulja v Düsseldorf. Z ljubljanskega letališča je cena vozovnice do Berlina približno 120 evrov. Vozovnice za vlak so v tem primeru cenejše in stanejo 56 evrov. Cena vlaka je prav tako nižja na poti za Hamburg. Treba je upoštevati, da mora potnik poleg cene letalske karte plačati tudi prevoz do in od letališča, medtem ko vlaki pripeljejo direktno v center mesta. Ker ljubljansko letališče ne ponuja poceni letov, so vlaki pogosto ugodnejši, vendar potovanje traja dlje časa. Najdražja ugotovljena pot z vlakom je bila tista med Ljubljano in Amsterdamom, najcenejša možnost za to pot pa direktni sobotni let Transavije. Nekatere druge dni pa je vlak cenejši. Greenpeace spodbuja institucije Evropske unije, naj omogočijo cenovno ugodnejši železniški promet in tako spodbudijo ljudi, da namesto letal uporabljajo vlake. Tematska pot Mir, morje in reka, Mlinščice in Rižana je projekt, ki ga je izvedlo znanstveno-raziskovalno središče Koper v sodelovanju s krajevno skupnostjo Dekani, kmetijo Bordon in ribiško družino Koper. Kot nam je povedala vodja projekta Vesna Mikolič iz znanstvenega središča Koper, je bil njegov glavni cilj ovrednotenje reke Rižane in njene okolice. Ob reki so očistili dostop do vode in postavili klopi iz naravnih materialov ter informacijske table, ki nas vodijo po 4 točkah miru in nas seznanjajo z naravno in kulturno dediščino območja. Gledalec nas je opozoril, da so klopi na sprehajalni poti že nekaj časa uničene in da je pot poraščena z robido. S krajevno skupnostjo Dekani, ki jih ima v lasti, smo preverili, kaj se je zgodilo in zakaj jih do danes še niso nadomestili. Poročili so, da se je problem s krajami dotičnih klopi pojavil že takoj po ureditvi poti. Zato so že kupili in postavili nove klopi, vendar se je zgodba ponovila. Očitno nepridipravi ne počivajo, saj so klopi ponovno odtujili. V novem mandatu sveta krajevne skupnosti Dekani je predvidena zamenjava odtujenih klopi ali njihovih delov z novimi, za kar imajo že predvidena lastna sredstva. Zaenkrat še proučujejo možnosti zavarovanja klopi na način, da se kraja ne ponovi. Kot so nam povedali, stanje ob Rižani kaže na sistemsko pomanjkljivost načrtovanja podobnih projektov, saj je za njihovo dolgoletno vzdrževanje odgovorna krajevna skupnost, ki pa nima zagotovljenih sredstev namenjenih za vzdrževanje. Prejšnji konec tedna je v medijih izbruhnila zgodba o 6-letniku iz Pirana, ki so mu po srečanju z očetom v krvi našli sledi kokaina. Mati je posumila, da je nekaj narobe, ker se je sin obnašal drugače in ga je bolela glava. Test za prepovedane snovi je pokazal, da je bil otrok pozitiven na kokain. Na Centru za socialno delo pravijo, da že 2 leti niso imeli nobenih informacij o družini. V prvi vrsti moramo na Centru za socialno delo imeti informacije, ki jih prejmemo od staršev, svojcev, institucij in drugih, ki te informacije imajo.
Predvsem bi rada na tem mestu pozvala vse, ki informacije imajo, da nam jih sporočijo. V konkretnem primeru je potekala pa zadeva na način, da mi informacij od leta 2021 pa do konca maja letošnjega leta nismo imeli nikakršnih. Konec maja smo prijeli to poročilo iz šole, sicer pa nismo vedeli, da bi se karkoli z otrokom dogajalo do tega trenutka. Maja letos pa je otrokova šola opozorila Center za socialno delo, da otrok ima težave s prilagajanjem, kar tudi ni nenavadno za otroke te starosti. Socialna inšpekcija je opravila nadzor nad Centrom za socialno delo, katerega namen je bil ugotoviti, s katerimi podatki je center razpolagal ter ali so ukrepali zakonito. Njihova izhodišča še niso znana. Ko gre v primerih, ko obstaja velik konflikt med staršema in je prisoten sum uporabe oziroma odvisnosti od prepovedanih drog, Center za socialno delo nima nobene pristojnosti. Takrat poda predlog na sodišče za postavitev sodnega izvedenca, ki ugotavlja odvisnost od prepovedanih drog, ali pa podamo predlog za začasno odredbo za zdravniški pregled, ki ima prav tako za posledico ugotavljanje odvisnosti od prepovedanih drog. V takšnih primerih Center za socialno delo sodeluje s sodiščem, saj sodišče določi način izvajanja stikov med starši in otrokom. Konkretno v primeru smo povabili na razgovor mamo in ji predlagali, da vloži na sodišče predlog za izdajo začasne odredbe in s tem predlaga zaupanje in varstvo otroka njej in prepoved stika z očetom otroka. Žrtev tega dogodka je otrok, ki bi ga morali zaščititi starši in pristojne inštitucije. Na združenju Drog Art pravijo, da nimajo izkušenj z vplivom kokaina na otroke, znan pa jim je vpliv na mladostnike. Zdaj, če pri mladostnikih pogledamo, ni neke razlike med mladostniki pa odraslimi, kar se tiče akutne zadetosti. Če pogovorimo o nekih znakih pri dolgotrajnejši uporabi kokaina oziroma nekih tudi drugih drog, pa včasih pride pač do kakšnih težav v odnosih, težave v šoli, kakšno nihanje razpoloženja, neješčost je tudi mogoče značilna. Ampak glede na to, da so mladostniki, je to tudi del odraščanja, tako da ni nujno, da so to vedno neki simptomi uporabe drog, gre lahko samo pač za del odraščanja. Otrok je bolj občutljiv, nima še toliko razvitih vseh mehanizmov, tako da vsaka uporaba drog sigurno ni enaka kot pri neki odrasli osebi. Zdaj je pa vprašanje, pač res, koliko je tega bilo, pa kakšni so bili to, kakšne odmerki in tako naprej. Oče, ki je otroka izpostavil drogam, je trenutno v priporu. Mati pa je vložila zahtevo za omejitev njegovih stikov z otrokom. Cilj državnih inštitucij bi moral biti zaščititi otroka in preprečiti, da bi se kaj podobnega ponovilo. Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Andrej Rajh sta na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja predstavila aktivnosti za boljšo pretočnost prometa na območjih nekdanjih mejnih prehodov na slovensko-hrvaški meji. Res je, v petek sem obiskal z ekipo in tudi državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve mejni prehod na Dragonji, kjer smo v bistvu predali v promet mejni prehod z odstranjenimi ovirami, tako da je v bistvu poenostavljen ali pa lažji prehod meje, potem ko je Hrvaška stopila v Schengen in ni več potrebe, da bi se izvajal mejni nadzor. V tem smislu je bilo izvedeno, torej odstranjene so bile stare nadstrešnice, odstranjeni so bili v bistvu stari varnostni elementi, stara kanalizacija, star asfalt, vgrajen je bilo 1000 kvadratnih metrov novega asfaltne površine, novo odvodnjavanje, nove prometne označbe ter tudi v bistvu novi varnostni sistemi, določeni mehi, ki zaustavljajo oziroma blažijo trke. Smo pa na širšem območju mejnega prehoda izvedli še druge investicije, kot na primer skupaj s sosedi Hrvati prenovili dotrajan most čez reko Dragonjo. Vemo, da je bil slabe statične nosilnosti, tako da je zdaj v tem kontekstu zagotovljena
nosilno za vsa tovorna vozila. Na območju mejnega prehoda Sečovlje, torej par kilometrov stran, je vzpostavljena prevoznost preko tistega uničenega kolesarskega mosta preko Dragonje. Vzpostavljen je začasni most, tako da se lahko direktno kolesarji popeljejo do Sečovljskih solin. Zelo obremenjena pa je tudi Šmarska cesta v Kopru, kjer smo redno priča hudim prometnim zamaškom. Tu je v bistvu obnova razdeljena v 3 sklope. Prvi sklop je v pristojnosti Darsa, druga 2 sklopa sta v pristojnosti Ministrstva za infrastrukturo. Torej v prvem odseku, ki poteka od Šmarske ceste v Kopru, pa vse do podhoda v Tomosu in preureditev krožišča pri Mercatorju. Tu se izdeluje projektna dokumentacija za fazo izvedbe, ko bo recenzirana približno do konca leta, se bo šlo v nakup zemljišč in potem, ko bodo zemljišča odkupljena, torej ko bo vzpostavljena pravica graditi, se bo lahko pričelo z obnovo oziroma rekonstrukcijo, enako tudi približno z odsekom 3. Tako da bi se jaz tu pozivam za to, da nam bi se lokalna skupnost pomaga v smislu pridobivanja zemljišč, da ne bi kdo nagajal in oviral prepotrebnih investicij. V naslednjem letu načrtujejo tudi začetek del za novi Serminsko in Bertoško vpadnico, ki naj bi rešili težave s prometnimi zastoji v okolici Luke Koper. Ukinitve obveznosti nakupa vinjete za osebna vozila na celotni trasi hitre ceste od mejnega prehoda Škofije do Izole pa po besedah državnega sekretarja ni pričakovati. Poglejte, tu je Ministrstvo za infrastrukturo večkrat, ne samo Ministrstvo za infrastrukturo, tudi Dars, ki je upravlja ceste, večkrat jasno povedal, da bi v bistvu izvzem iz hitre ceste, iz vinjetnega sistema, da nima zakonske osnove. Vemo, da tak način bi povzročil to, da bi se kot domino efekt pojavljali podobne zahteve po drugih koncih Slovenije, kar bi seveda v končni fazi lahko privedlo tudi do ogroženega poslovanja podjetja Dars. Vemo, da podjetje Dars ima trenutno 1,5 milijarde obveznosti, da so pri njem tudi velika vlaganja v nadaljnji razvoj avtocestne infrastrukture po Sloveniji. Sama investicija v 3. razvojno os za te odseke, ki so trenutno v gradnji oziroma sprejemanju državnih prostorskih načrtov, je ocenjena na 3 milijarde evrov in Dars preprosto za te investicije potrebuje denar. Na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedajo, da obstajajo težave z gostim prometom v lokalnem okolju. Menimo oziroma tudi predlagamo, da občina, tako kot je že to storila na različnih koncih, omeji oziroma upravljalec ceste omeji promet z dopolnilnimi znaki in to tudi ustrezno nadzira oziroma sankcionira kršitelje. Na Ministrstvu za infrastrukturo je rešitev za zmanjšanje gostega prometa na obalnih cestah do Hrvaške vidijo v gradnji hitre ceste predvidoma od Kopra do Hrvaške. Kopalna sezona je kljub nedavnemu dežju na vrhuncu. Šli smo na koprske ulice povprašati ljudi, ali se kopajo tudi na nudističnih plažah. Poglejmo, kaj so povedali. Se kopate na nudističnih plažah? Ne. Ne? Ste nikoli niste? Ne. Aha, torej, samo navadna plaža. Samo navadna. Zakaj pa? Pa ne vem, nisem glih najbolj, ne vem. Če bi bila res kje na enem samotnem otoku, pa da sem sama, potem še nekako bi, tako pa mislim, da ne. Ne. Ne? Nikoli se niste? Ne. Ja, zakaj pa ne? Pač ni mi padlo na pamet. No. Invita? Perché no? Perché non mi sento a mio agio. Kopalke jajmo v morju. Ne, se ne kopam. Zakaj pa ne? Zato, ker me je sram. Nisi nikoli pomislila, da bi šla? Ne, niti pač nočem.
Včasih sem se, ko sem bila mlada, zdaj pa res ne. Ne, ampak tukaj na obali ste se tudi? Ne, ne. Bolj na Hrvaškem? Na Hrvaškem, ja. Zakaj pa ne več? Pa se mi zdi, da nisem primerna. Me je sram. Ma nisem nikoli šel v nudizma se, ne. Niti si ne želiš? Ma zaenkrat ne, lahko se kaj spremeni. Zakaj pa ne, recimo? Pač ne, se pravi, niti na plaž ne hodim, imam barko, hodim z barko ven. Super, najlepša ti hvala. Tam pa sem nudist. Ne. Zakaj pa ne? Pošto sem star, ne rabi. Nikoli niste? Ma nikoli nisem, ne. Sicer pa se kopate na navadni plaži? Kopam se, ja. Ne, niti ne. Nikoli? Ne. Nikoli tudi? Kakšenkrat mogoče. Se pravi, na barki ja. Plaž kakšnih posebnih nudističnih ne poznate? Ne, poznam, ja, tle Strunjano maste, pa jih je dosti v Hrvaškem. Se pravi, zakaj pa recimo se ne odločite za nudizem? Ne vem, nimam odgovora, ne bi vedel. Nikoli, ma zdaj se niti na normalni plaži ne kopam več. Drugače pa nikoli se niste, ker vam to ni bilo všeč? Ne. Okay. Malo zasebnosti mora biti. Kako mi ovako stari da skidamo gole. To ne gre, ne, jaz kopam tu na koparski plaži. Nikoli niste šel na nudistično? Nikoli slišao jesam da obstaja od ene sosede ženske pravi da imaš svašta za vidjeti. Rajše da ne grem i nisam ni šao. Okay. Najraje imam tu koparsku plažu. Kopar žustene i tu na plažu, Kopar Izola žustene tle tu. Torej tu na nudistični plaži nobeni na obali se ne kopate? Ne, slišao sam da ima samo zali u Strunjanu, ne? Kako sam slišao? Ja, v Mesečevem zalivu. Poznate? Se da kopati tam, ja. Greš proti Izoli, tam so kamni. Greš ob 9 zvečer, noben ga ni. In se not vržeš, taka melina, lahko fajn plavaš in ven prideš, si prorojen. Tukaj pri nas Koper ne, Izol Piran Portorož, mislim, da je ni, koliko vem, da je ni. V Istri pa ja. Ja, ljudje so zadnje nudistično, samo čim boljše, te boljše. Se kopate tudi tukaj na obali, na kakšni nudistični? Ja. Je urejena plaža, kako? Je dobro, ko noben ga ni, jaz grem pa se slečem, pa se vržem noter in ven pridem tudi suh. Mohr, ja. In drugače ste bili tudi na kakšnih prav posebej nudističnih plažah? Ne na Sloveniji, nego v Hrvatskoj. Kje pa? Vrsar. Na Koveršadi? Ja. In lepo je bilo, mene ne moti. Ste se kdaj v preteklosti že kopali? Ja. 30 let nazaj. Ne več, že zadnjič sem bil več, pred 10 leti v morju. Torej si bil nudist včasih? Nudist od 71. leta. Kje si se pa kopal, na katerih plažah? S Belvederjem in Belimi skalami. Ko je bilo še možno, zdaj pa je preveč telefončkov in tako naprej, tako da se mi ne da voziti. In tako da nisem bil končeno že v morju več kot 10 let. Zakaj grem na nudistično plažo? Zato, ker nimam mokrih gat gor. Mislim, kopalk, no. In se fajn imaš, lepo suh, se obrišeš in greš suho, se oblečeš. Ne. Super. In to je za zdravje, ne. Vsi smo se rodili nagi. In oni se rekli, kak misliš? Ja, ko si imel plenice gor, a si imel gate gor, kaj, ko si se rodil? Vsi smo bili nagi, ja. Portorož je bil v zadnjih dneh prizorišče etape regate Marina Militare Nastro Rosa Tour, ki se je začela 24. junija v Genovi. Jadralska turneja poteka po celotni obali Italije in se je letos pred zaključkom v Benetkah prvič ustavila tudi izven domače države, in sicer v Portorožu. Trg prekomorskih brigad, ki se nahaja v središču mesta, se je od srede do petka prelevil v živahno jadralsko središče z različnimi dogodki. Jadralska flota iz Portoroža proti Benetkam odpluje danes. Na avtocestah je zaradi varnosti treba voziti po predpisani hitrosti. Če pa pravilno vozite na Madžarskem, vam bo cesta tudi predvajala glasbo. Poglejmo.
Pozdravljeni v novi epizodi Kulturnega napovednika. V prihodnjih dneh se bodo na obali odvijali raznovrstni koncerti, baletne predstave, filmski večer, opera in otroška gledališka predstava. V soboto 29. julija se bo v Centru mladih Koper odvijal hip-hop žur. DJ Džani bo poskrbel za glasbo, medtem ko se bodo obalne plesalke in plesalci preizkusili v plesnih dvobojih. Hip-hop večer se bo pričel ob 8. uri. Istega večera bo v izolskem parku Pietro Kopo ob 8:30 nastopil slovenski reper Klemen Klemen. Prav tako bo v soboto zvečer v Auditoriju Portorož na sporedu baletni večer. Oder bodo zavzele mlade profesionalne baletne plesalke in plesalci mednarodnega poletnega baletnega tabora Dances Piran, ki se bo v Piranu odvijal vse do 5. avgusta. Večer bo sestavljen iz znanih odlomkov klasičnega baleta, neoklasičnih duetov in sodobnih točk. Zadnji sobotni dogodek, ki smo ga izbrali, se bo odvijal v izolskem baru Hangar. Ob 10. zvečer se boste lahko prepustili grunge in rock glasbi s projektom Ten A Peer Jam Tribute, ki že 20 let nastopa po svetu. Prisluhnimo njihovi glasbi. She lies and said she's alone with her. She dreams and cause she dreams are real. Can't find a better man. Can't find a better man. V nedeljo 30. julija bodo v izolskem parku ob 18. pričeli z otroško interaktivno predstavo Mineštralala. Žalostni Piki boste lahko gledalke in gledalce pomagali skuhati mineštro in jo tako spravili v dobro voljo. Istega večera bo na Muzejskem trgu ob 21. večer operne glasbe. Osrčje mesta bo popestril ansambel I Virtuosi di Aquileia. V ponedeljek 31. julija pa bo v amfiteatru Auditorija Portorož celovečerna baletna predstava Romeo in Julija, nastala po znameniti ljubezenski zgodbi Williama Shakespearea. Celovečerni balet se bo pričel ob 21. uri. Istega večera ob isti uri se bo v koprski taverni odvijal večer tanga. Na odru bo nastopila skupina 4 glasbenikov Quattro por Tango. Skupaj povezujejo elemente klasične glasbe, džeza in tradicionalnega tanga. Prav tako v ponedeljek zvečer pa bo v letnem kinu Arigoni ponovno na sporedu filmski večer Pod zvezdami. Tokrat bo na vrsti švicarski film Nemir, ki sledi tovarniški delavki Josephine, ki izdeluje kolesca mehanskih ur in govori o spremembah mesta pod vplivom novih tehnologij. Več si lahko ogledate v napovedniku. La nation, c'est un fantôme. Une société anarchiste existe toujours. Puis en fait, c'était la première fois que les femmes gagnaient le même salaire comme les hommes. Après, ils se sont tous tués. Monsieur, donc pour la patrie, Monsieur là-bas, 77. Bravo, félicitations. Vous lisez pas la presse anarchiste? Non, non. Uspěcháme. 2 franken 60 Rappen. V sredo, 3. avgusta, je na sporedu predzadnji večer festivala Jeff. Ta se bo ponovno odvil na vrtu Pokrajinskega muzeja Koper s pričetkom ob 21. Nastopili bodo Sentido Project, glasbeno-plesni projekt, ki prepleta flamenko, jazz in elektroniko. Za njimi pa še trio Tribidabo, ki združuje klasiko, jazz, tango in balkansko ljudsko glasbo. Istega večera ob isti uri bo v Auditoriju Portorož ponovno celovečerna baletna predstava. Tokrat bo na sporedu Dama s kamelijami, ki vsebinsko sledi Verdijevi operi Traviata in Dumasovi srce trgajoči zgodbi. V petek 4. avgusta bo v nekdanjem skladišču Soli Libertas večer DJ glasbe.
Med drugimi program sestavljajo DJ Nic, znan po ambientalni in eksperimentalni glasbi, Nula, katere selekcija obsega vse od tehna do klubske elektronike, in pa DJ ter producent Evano. Najlepša hvala za pozornost. Več dogodkov lahko najdete na spletni strani megafon.si. Se vidimo naslednjič.